nikakor pa niste lepši od mene. Jaz sem od vseh najlepši in v vsem najboljši. Ja, ko sem bil še prav majhen otrok, tako nekako pred 10 dnevi, sem si za božič zaželel le eno stvar na svetu. PSP za igrice. Ker sta me imela mama in ati zelo rada, sta mi kupila PSP 4 dni pred božičem in ga skrila v en predal. Potem pa se je nekaj zgodilo. Zapomnite si, jaz sem zelo pameten. Našel sem darilo in ga odvil. Tako sem bil prevzet in navdušen nad igranjem igric, da sem čisto preslišal vrnitev staršev. In seveda, ko sta me videla s PSP-jem v roki, sta bila čisto iz sebe. Vseeno pa sta mi potem povedala, da je bilo to moje darilo za božič. No, darilo mi je bilo zelo všeč. Igrice sem igral cela 2 dni, potem pa mi je postalo že brez veze. In veste, kaj sem storil? Premišljeval sem in premišljeval, pa sem si zaželel, da mi kupite še kaj boljšega, lepšega in bolj zanimivega. Sledila je le ena rešitev. Gnjavil sem in gnjavil, samo da mi podarita še kaj. V času praznikov sicer ni lepo, če si slabe volje, če izsiljuješ, če si trmast ali če paseš mulo. Jaz pa sem počel ravno to. Poleg vsega sem storil še nekaj nesramnega, samo da bi dobil svoje nove darilo. Naslednje jutro je bila sobota. Bilo je lepo, belo, snežno jutro in moj prijatelj Juli iz sosednjega bloka je ravno... Takoj, že prihajam! Živjo, Avgust! Prišel sem te vprašal, če greva ven na sneg. Tako krasno je zunaj in komaj čakam, da se bova igrala na snegu. Joj, Julij, ne vem, če bom lahko šel s teboj. Zelo rad bi šel, toda danes mi starši zagotovo ne bodo pustili iti ven. O, zakaj pa ne? Ja, kako pa veš, pa si jih sploh vprašal? Vem, zadnje čase se ne razumemo najbolje. Ojojoj, kaj si spet storil? Nič nisem naredil, kaj bi naj jaz naredil? Naj ti povem, kaj je narobe? Za božič mi nočeta kupiti darila. Kaj res? Ojojoj, kakšni starši pa so to? Jah, kakšni, kaj me to sprašuješ? In bom šel pa svoje povedal. Ja, saj vem, spet nekaj nakladaš, Julij. Ne nakladam, glej, šel bom k njima in jima povedal, da ti morata podariti, kar si želiš. A boš res šel? Ja. Julij, ti si pravi prijatelj. Seveda, Avgust, prijatelj si stojimo ob strani in drug drugemu pomagamo. Wow, cool! Hvala ti, Julij, se ti bom že nekako oddolžil. Bomo videli. Avgust? Ja, Julij. Veš kaj, imam boljšo idejo. Joj, ti in tvoje ideje. No, pa povej. Glej, če bi jaz povedal tvojim staršem, me verjetno ne bi upoštevali. Ja, verjetno res. Glej, govoril bom z mojo babico Metko. Poznaš jo, kaj ne? Aha. In z njimi se bo pogovorila in če bo potrebno, bo tudi stroga. Ja. Otroci, tako je Julij od svoje babice ugotovil, da sem ga izkoristil. Povedala mu je, da sem eno darilo že dobil, sedaj pa sem hotel še drugega. Ja, kdo si pa ne bi želel še enega darila? No, toda Julij ne bi bil Julij, če mi ne bi hitro odpustil in zopet zaupal. A vam naj povem še kakšno zgodbo podobno tej? No, saj vem, ta ni bila ravno prijetna, ampak zabavna pa je bila, kaj ne? Otroci, a želite slišati še eno zgodbo? Ja! Ne slišim vas! Ja! V redu. Torej, v šoli sem spoznal
eno novo prijateljico, zabavno in odločno Azuro. Tudi z njo se zmes porečeva. Živjo! Živjo! Jaz sem Azura, kako pa je tebi ime? No, v redu, če že moram. Jaz sem Avgust. Pa to ne more biti res. Kaj? Kaj je s tabo? Kdaj pa imaš rojstni dan? Ja, v mesecu Avgustu. Avgust je rojen Avgusta. Kam pa so tvoji starši mislili, da so ti dali to ime? Ti butlja, iz mene se že ne boš norčevala. Aha, pa sem te. Umiri se, saj se samo šali. Tvoji starši morajo biti precej zabavni, da so ti dali tako avgustovsko ime. Utihni že. A veš, da so moji starši zelo bogati in zelo pomembni? Moj oče ima toliko denarja, da mi lahko kupi, kar si želim. A res? Ja, v službi je dobil toliko denarja, da je lahko kupil ogromen avto. Le za mene, mamo in za njega. Ma ne, pa res. Ne norčuj se! In to še ni vse. To pa ne more biti res. Ja, moj ati ima tako velik avto, da bi lahko vsi stanovalci v našem bloku šli v njega in v njem igrali celo nogomet. Wow, kateri znamke pa je? Znamka, Rayon je. Wow, zanimivo. Moj oče ima ogromen Mercedesov tovornjak s 16 kolesi, tako da njega lahko parkiraš 5 letal. Lažeš. Ja, ti tudi. Ja, lažem. Ne, mislim, ne lažem. Ja, lažem. Ne lažem. Kaj ti iščeš težave? Niti ne, ti pa si že v težavah. Jaz sem v težavah. Glej, pubec, poglej, kako se vedeš in se ne znaš predstaviti. Kdo se ne zna obnašati? Ti, pa ne prekinjaj me, prosim. Tebe se za brezveznosti, povrhu pa še naših žena tvoj oče nek Rayonov avto. Verjetno je Renault, ne pa Rayon. Ja, saj se pa rekel Renault. Kakšen Rayon. Ma nehaj. Avgust, Kaj bi še rada? vesela sem, da sva se spoznala. Želim, da bi se dobro razumela in da si šoli pomagala. Prav bi pa bilo, da se malo spremeniš, vse bi bil kar vreden fajn. Ja, okej. Avgust, ne boj se, tega pogovora nikomu ne bom povedala. Vse ostane med nama. V redu, Azura. Zdaj mi je pa odleglo. No, otroci, ste videli, kako mi uspeva? To sem jaz! Sedaj me pa dovolj. Sedaj grem. Jutri v šolo pride Božiček in vsi pridni bomo dobili darila. Komaj čakam. Ne pozabite pa moje pesmi. Absolutno prvi sem, prvi med vsemi najboljši. ABG, UST, Avgust najboljši sem. Absolutno prvi sem, prvi med vsemi najboljši. ABG, UST, Avgust najboljši sem. Absolutno prvi sem, prvi med vsemi najboljši. ABG, UST, Avgust najboljši sem. Absolutno prvi sem, prvi med vsemi najboljši. ABG, UST, Avgust najboljši sem. Avgust, glej, Božiček je prišel. Julij? Ja, kaj ti pa je? Ga še nikoli nisi videl? Nič mi ni. Seveda sem ga že videl. Tudi nekje sem slišal, da Božička sploh ni. Kaj? Julij, saj pa je Božiček tukaj. Ja, saj vidim. Vsako leto, veš, v Božiču pride iz severnih krajev obdariti pridne otroke.
A ne da, otroci? Le kaj bo letos prinesel? Ja, veš, sedaj pa se pojavlja en problem. Kaj, Avgust? Nimam rad problemov. Povej, kaj? Ja, predvidevam, da zate nima darila. Saj ti ne spadaš med pridne otroke. Kakšna šala mala. Avgust, ti si poredneš, ne jaz. Utihni! Nikomor ne bom dovolil, da mi govori take stvari. Kdo pa misliš, da si? La 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 la. La 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 la. Hej! La 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 la. La 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 la. Ja, kdo je pa ta? Hej, Juli, končno sem te ujela, da bi ti... Živi, Rubi, oprosti, ampak nimam časa. Pojdi proč. Avgust, samega sebe ne vidiš. Sploh ne opaziš, kakšen si. Jaz ne vidim samega sebe. Ti si se pravkar grdo obnašal do svoje sošolke. Ups, pa res. Rubi, draga prijateljica, oprosti, da sem te tako odslovil. Spoznaj mojega prijatelja Avgusta. Rubi, tole je Avgust. Avgust, spoznaj Rubi. Živjo, Avgust. Živjo. Juli, res si me prestrašil. Sem že mislila, da je kaj narobe. Wow, ta dva sta pa zaljubljena. Avgust, nehaj, prosim. Z Julijem se poznava že od majhnih nog. Ja, seveda. Wow, glej ta lučke, prihaja Božiček. Da, Juli, zakon so. Tako sem vesela. Zaradi lučk? Joj, vidva sta prava čudaka. Zakaj jih sploh dajemo na neko drevesce? Raje se veselim Božička in daril. Avgust, a misliš, da boš dobil kaj od Božička? Slišala sem, da darila dobijo le pridni otroci. Absolutno! V šoli imam same odlične ocene. Pa to je ja super. Ampak veš, tudi druge stvari so zelo pomembne. Naprimer, kako se vedeš, ali drugim pomagaš, obogaš starše, si prijazen in še kaj. Mislim, da se motiš. Veš, ko pride Božiček, mu povem, kakšni so drugi do mene. Dal mi bo veliko darilo, saj sem le ubog otročiček. Ti si ubogi otročiček? Ma daj, spet pretiravaš. Ja, seveda sem. Če mi starši nočejo kupiti darila, kakršnega hočem, sem ubog otročiček. Pa to je neverjetno. Priznal si, da si otrok. To slišim prvič v življenju. Avgust je otrok, Avgust je otrok. Otroci, a greste skupaj z mano? Gremo. Avgust je otrok, Avgust je otrok, Avgust je otrok. Pa kaj naj si mislim ob vsem tem? Rubi, sočustvuješ z mano, kaj ne? Vidiš, Juli, vsaj nekdo se zavzame zame. Glej, Avgust, eno ogromno darilo si že dobil, sedaj pa od Božička pričakuješ še več? Nehaj! Fanta, umirita se. Naj rešim tale vajen konflikt. Bodite srečna, da imate starše, ki vam lahko sploh kaj podarijo. Ja, Rubi, prav imaš. Saj res. Ampak vseeno, nihče mi ne bo solil pameti. Pojdimo raje k Božičku in k Jelki. Pojdimo. Ej, počakajte me, ne moram tako hitro. Glejta, tisto je moje darilo. Največje in najlepše. Ne vem, če je tako. Bomo videli, kaj bo Božiček povedal. Kaj mislite, kaj je v njej? Mogoče so sani za sankanje. Kaj? Škatle je daleč premajhna za sani. Avgust, živjo, kako lepo te je videti. Živjo, Azura. Si že dobila darilo? Ja, prejšnjo uro je bil Božiček pri nas. Dobila sem čudovito ogromnico. Vesel sem zate. Jaz pa čakam tisto veliko darilo. Zanimivo. Avgust, kdo je tvoja prijateljica? A nama je ne boš predstavil?
Azura, to sta moja prijatelja, Juli in Rubi. Živjo, Julin, Lubi. Živjo. Kako sta? V redu, čakamo na darila. Ho, ho, ho! Dragi otroci! Lepo pozdravljeni! Prišel sem iz daljnih krajev. Mnoge otroke sem že obiskal, vsakemu pa sem tudi nekaj prinesel. Tudi za vas imam nekaj. Jej, super! Yes! Otroci, a ste bili pridni? Ja, seveda! Ohoho, tale je pa hraber. Kako ti je ime? Dober dan, gospod Božiček. Ime mi... Ne boj se, samo povej, kako ti je ime? Oh, ime mu je August. August, kako lepo ime. Otroci, a boste zapeli kakšno pesmico? Ja! Cin, 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 zvončki pojejo. Lep je ta božični čas, ki prinaša zimova. Cin, 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 zvončki pojejo. Lep je ta božični čas, ki prinaša zimova. Cin, 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 zvončki pojejo. Lep je ta božični čas, ki prinaša zimova. Hej, Cin, 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 zvončki pojejo. Lep je ta božični čas, ki prinaša zimova. Bravo, otroci! Ho, 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 kako lepo zveni. Ja, seveda, to smo mi! August, tole majhno darilce, ki se skriva tukaj, je za tebe. Kaj? Zakaj je tako majhno? August, vzemi ga in bodi z majhnim zadovoljen. V redu. August, zahvalil se ne boš? Ne, saj nisem dobil tistega, kar sem si želel. Ja, kako pa veš, saj ga še nisi odprl. Pustite me na miru. Kako pa je tebi ime? Jaz sem Juli. Tudi za tebe imam tako majhno darilce kot za Augusta. Joj, hvala, Božiček. Največje darilo pa sem namenil za majhno Rubi. A zame, Božiček, hvala, tako sem vesela. Kaj? Rubi? Zakaj je ona dobila največje darilo? August, bladuj se, vsi te gledamo. August, kasneje ti bom povedal, zakaj je tako. Ne, sedaj mi povej. Dragi otroci, upam, da je vsak dobil nekaj, kar ga je razveselilo. Vsem želim lepe božične praznike in nasvidenje do naslednjega božiča. Nasvidenje! Božiček, tudi večkrat. Wow, to je moje najlepše božično darilo. Rubi, Mira, kaj v tej veliki škatli? Ja, in kdaj ga boš odprla? Jaz pa nočem vedeti, kaj je v tej škatli. Grem stran, nočem se več o tem pogovarjati. Odprla ga bom doma. Želim ga deliti z mojimi najbližjimi. Prav imaš, tako je prav. Se strinjam, ampak tudi jaz moram iti domov. Lepo se imejte. Adijo. Adijo. Juli, tako sem vesela. Tudi jaz sem zelo vesel. Ti si res zaslužiš veliko darilo. Ja, kaj pa je z Augustom? Pusti ga. Vedno hoče biti prvi in najpomembnejši. Ja, vi fantje, samo tekmujete. Kaj imate od tega? Vsi pa že nismo taki, kaj ne? Ne vsi, nekateri pa že. Takšno obnašanje je prav moteče. Kaj, ko se August vrne, najbolje, da mu to poveš sama. V redu, bom poskusila. Ampak August je odšel ves jezen, zdaj se že ne bo vrnil. Rubi,
Jaz sem njegov najboljši prijatelj in vem, da se Avgust vedno vrne. No, to pomeni, da te potrebuje. Ja, tudi jaz sem že to ugotovil. Bo že prišel in se bomo pogovorili. A veš kaj? V teh dneh sem slišala pravo božično zgodbo. Rubi, jaz tako rad poslušam zgodbe in tako sem vesel, da te poznam. Mi jo poveš, prosim? Seveda, slišala sem, da brez Jezusa ne bi bilo božiča. Jezus prinaša mir, ljubezen, radost in upanje v naša srca. Ja, tudi jaz sem že večkrat slišal o tem Jezusu. Kaj res? Naj nadaljujem? Ja, Hej, vidva! Avgust! Vrnil sem se k vama. Lepo, sva te že pričakovala. Avgust, ostani z nama. Rubi ravnokar pripoveduje čudovito zgodbo. No, v redu. Čeprav sem še vedno jezen zaradi tistega božičkovega darila. Avgust, ne jezi se. Juli, pusti ga, bo že razumel. Kaj bom razumel? Avgust, poslušaj zdaj zgodbo. Rubi, nadaljuj zgodbo, prosim te. Kje sem že ostala? Aha, bilo je nekje pred mnogimi leti. Ma daj no. Kako lahko nekdo ve, kaj se je zgodilo pred mnogimi leti? Avgust, ne moti. Prisluhni, mogoče boš poizvedel le kaj novega. Ojoj, fanta, žal mi je, ampak hitro moram domov. Ne, pa tako lepo si začela. Res mi je žal. Veste kaj? Če imate zvečer čas, se lahko zunaj na snegu sankamo in kepamo, nato pa vam bom povedala zgodbo do konca. Ja, odlična ideja. Avgust, pokliči še Azuro, naj se nam pridruži. V redu, končno nekaj pametnega. Super, se vidimo, adijo! Adijo. Živjo, Juli, pridi, te bom hitro skepal. Ne, prosim, ne. Kaj ne? Pusti me, prosim. Umiri se in ne kriči, da ne bo kdo poklical policije. Pusti me pri miru. Juli, veš kaj, povej mi kaj več o Rubi. Njena zgodba me je pritegnila. No, lepo, da te to zanima. Očitno pa je le nekaj sočutja v tebi. Ja, seveda, saj pa nisem kip. Ja, upam. Glej, Rubi je tako prijetna deklica. Z njo tako uživam. Zna biti srečna, ne glede na to, da sta z mamico ostali sami. Živita pri babici, ker je oče umrl v prometni nesreči. Ker pa je mama izgubila službo, živi zelo skromno. Ne predstavljam si, kako bi živel brez mamice ali pa brez očeta. Res je, tudi jaz si ne morem. Hvala, da si mi to povedal. Ves popoldan se razmišljal o Rubi. Tudi meni je bilo hudo, ko sem to slišal. Glej, prihaja dekleta! Gremo se sanka! Ja, vi ste moji pravi prijatelji, naj vas vse objamem. Rubi, rekla si, da nam danes pove zgodbico do konca. No, prav, kje smo končali? Nekje pri začetku. Ja, na samem začetku. Ja, od začetka je povej, prosim. Torej, mladi mož Jožef in njegova izvoljenka Marija sta pričakovala prvega otroka. Modlila sta se v nekem mestu, Betlehemu. Točno, mesto je bilo Betlehem. Bil je večer in v mestu ni bilo prostora, kjer bi lahko prenočila. Po dolgem iskanju sta našla majhno štalico. Štalico? Si kdaj bil v kakšni štalici? Tam tako smo bili, da ti je lahko strahov. Ja, ampak tako je pač bilo. Nič drugega jima ni preostalo. In prav tisto noč je Marija rodila sina. Imenovala ga je Jezus. Ko je Jezus bil rojen,
je na nebu svetila posebna zvezda in sijala je tako močno, da so prebivalci vse dežele opazili njen sijaj. Nekateri so zaradi zvezde govorili, da bo ta otrok največji kralj vseh časov. Največji kralj? To pa je nekaj posebnega. Da, k otroku Jezusu, torej kralju, so prišli modreci, ki so mu prinesli dragocena darila. Priklonili so se mu kar do tal, starši pa so bili povsem začudeni. Ja, to je vse zelo zanimivo. Toda hkrati se mi zdi zelo čudno. Zakaj se ti tako zdi, Avgust? Kralj, ki je bil rojen v štalici, pa modreci so prišli v smrdljivo štalico, zvezda na nebu, ogromno nenavadnih dogodkov. Točno tako, Avgust. O otroku Jezusu se je govorilo vse povsod. Kasneje, ko je odrasel, je postal kralj vseh kraljev, toda povsem drugačen kralj. Ja, to pa vem. Vsakemu človeku je izkazoval ljubezen. Bolne je v trenutku ozdravil, žalostne potolažil in ljubil vse otroke. In tudi jaz sem to doživela. Kako si to doživela? Počakaj še malo, naj nadaljujem. Jezus je vsem pomagal in pripovedoval o Bogu. Rekel je, da obstaja ovira med človekom in Bogom, katero je potrebno odstraniti. Imenoval jo je greh. In veste, kaj je storil? S svojim življenjem je odstranil to oviro. Umrl je za grehe vseh ljudi. Čez 3 dni ga je Bog obudil in še danes živi. Še danes živi? Da, živi za nas. Življenje z njim je edino pravo življenje. Kdorkoli ga povabi v svoje srce, Jezus živi z njim. Tako sem ga tudi jaz sprejela v svoje srce. In prav to je sporočilo Božiča. Jezus je pravo darilo. Wow, Jezus je moj junak. Tudi moj. In prav zato sem tako srečna. On mi daje upanje in ljubezen. Le zaupati mu moram za vsako stvar. Pred kratkim sem ga v molitvi prosila, da bi za Božič dobila posebno darilo. In glejte, uslišal je mojo željo. Pa še res je. A se lahko kaj takšnega zgodi tudi meni? Kako me je ganilo? Ta zgodba je čudovita. Praviš, da je resnična? Da, zgodba je resnična. Jezus je tudi tukaj, z nami, zdaj. On želi biti naše božično darilo. Potem pa se moramo odločiti za njega. Ej, a vas lahko naučim eno pesmico? Ja! Rubi, kako naj Jezusu povem, da bi rad bil drugačen? Jezusu povej tisto, kar je v tvojem srcu. To ima najraje. Z njim se lahko pogovoriš kadarkoli, tudi sedaj. In to je molitev. Ja, lahko vsi skupaj molimo. Kako pa? Jaz bom molila, vi pa ponavljajte za mano. Jezus, danes smo spoznali, da si ti pravo božično darilo. Jezus, danes smo spoznali, da si ti pravo božično darilo. Hvala, Jezus, da živiš in da živimo s teboj tudi mi. Hvala, Jezus, da živiš in da živimo s teboj tudi mi. Hvala, da si vedno z nami. Hvala, da si vedno z nami. Prosim te, naša srca daj upanje, ljubezen, mir in pravo veselje. Prosim te, naša srca daj upanje, ljubezen, mir in pravo veselje. Radi bi bili dobri.
Radi bi bili dobri. Pomagaj nam, da bomo do vseh prijazni in ljubeznivi. Pomagaj nam, da bomo do vseh prijazni in ljubeznivi. Pridi v moje srce in oprosti za vse, kar sem naredila narobe. Pridi v moje srce in oprosti za vse, kar sem naredil narobe. Hvala ti, moj Jezus. Hvala ti, moj Jezus. Wow, to je bilo res nekaj posebnega. V svoji notranjosti čutim takšno veselje. Super! Vesela sem, da ste tako navdušeni. Še posebej ti, Avgust. Da, tako sem srečen. Rubi, a bi lahko zapeli še kakšno pesmico? Jaz vem eno, zapomnimo. Srce je Jezusovo, moje srce za njega bije. Moje srce je Jezusovo, moje srce za njega bije. Nič ni pomembnejše kot on, nič dragocenejše kot on. Moje srce pripada mu. Moje srce je Jezusovo, moje srce za njega bije. Moje srce je Jezusovo, moje srce za njega bije. Nič ni pomembnejše kot on, nič dragocenejše kot on. Moje srce pripada mu. Wow, tako dobro se pa še nikoli nisem imel. Ampak nažalost moram počasi domov. Ampak se vidimo ponovno jutri. Da, hvala Rubi, da si nam povedala to zgodbo. Spremenila me je. Avgust, res si drugačen. Jezus te je spremenil in od danes bo zavedno s teboj. Tako sem mu hvaležen. In tudi tebi, Rubi. Veselim se, da se lahko vidimo spet jutri. Lahko noč. Lahko Lahko noč. noč. Dobro jutro vsem. Dobro jutro! Dobro jutro. To noč sem tako sladko spal. Jutro, še zdaj sem navdušena od včerajšnjega srečanja z Jezusom. Za vse sem pripravil presenečenje. Kaj je res? Pokaži! Avgust, ti si res drugačen. Tebi, Juli, sem prinesel tole. Veš, dolgo v noč sem razmišljal o njenem prijateljstvu. Vedno si bil odkrit in mi želel le najbolje. Potrpežljiv si bil in prenašal mojo trmo in nesramnost. Jezus me je spremenil, zato ne bom več takšen. In s tem darilom se ti želim opravičiti. Juli, dragi prijatelj, tole je zate. Joj, hvala ti, Avgust. Azura, tudi zate imam nekaj. In ob tem ti želim povedati, od začetka si imela prav. Bil sem domišljav in prepriljiv. Jezus me je spremenil, zato ne bom več takšen. S tem darilom se ti želim opravičiti. Oprosti za vse prepire. Izvoli božično darilo. O, Avgust, kako si me presenetil. Hvala. Rubi,
tebi sem pa najbolj hvaležen. Zaslužna si za to, da sem spoznal, kakšen sem. Včeraj sem sprejel Jezusa. Začutil sem njegovo ljubezen, ki me je povsem spremenila. Hvala, da si nam podarila pravo božično darilo. Jezus ljubi mene in jaz ljubim Jezusa. Hvala, Avgust. Jezus je res čudovit. Ja, to sem že ugotovil. Spremenil sem se in spremenila se je tudi moja pesem. Zapojmo jo!